večer, lepo pozdravljeni. Veseli me, da ste se v takem številu udeležili pogovora o knjigi, ki je ravnokar izšla pred nekaj dnevi, avtorja Marka Hočevarja. Naslov knjige je Od nacionalnega do kompradorskega kapitalizma, politično-ekonomski projekti v Sloveniji med letoma 1991 in 2018. Z Markom, ki je zaposlen na Fakulteti za družbene vede, se bova pogovarjala Ana Podvršič in Gorazd Kovačič. Jaz bi najprej povedal par uvodnih misli, potem bi šli pa kar v vsebino knjige, za katero verjamem, da vam naslov zbuja številna vprašanja in zanimanje. Seveda pa ne morete poznati, tako da bi na začetku naredili mogoče en kratek povzetek, kaj sploh je vsebina knjige, potem bomo šli pa v bolj problemska vprašanja. Tale knjiga je nastajala več let, izšla je pa ravno v pravem času, tik pred 35. obletnico razglasitve samostojnosti Slovenije. Ti, Marko, gledaš na mitologijo osamosvojitve in na realnost samostojnosti slovenske države, se mi zdi z neko dvojno distanco, po eni strani z distanco historičnega materialista, po drugi strani z distanco nekoga, ki je dobršen del mladosti pač preživel v tujini in je prišel v Slovenijo šele naknadno. In ekonomsko in politično zgodovino samostojne Slovenije oziroma tega prostora prikažeš kot obdobje razdeljeno v več faz. V prvih dveh fazah je šlo za poskuse, da bi v mladi državi vzpostavili nacionalno buržoazijo in to je trajalo tja do izbruha gospodarske in finančne krize. Potem v tretji fazi, po nekem vmesnem obdobju, pa prikažeš, kako je ta poskus, ta projekt oblikovanja domačega lastniškega razreda propadel in so se tukajšnje ekonomske strukture in centri odločanja podredili mednarodnemu kapitalu. Hkrati je bila seveda tudi skoraj vsa suverenost države prenesena na Evropsko unijo in mogoče samo nedavni primer, ko se je Slovenija skušala malo bolj jasno opredeliti do genocida v Gazi kot enega največjih problemov v mednarodnih odnosih v zadnjih letih, se je pokazalo, da sicer formalno ima samostojno zunanjo politiko, ko pa poskuša kaj efektivnega narediti, pa to seveda trči ob skupno zunanje trgovinsko politiko Evropske unije. No, na koncu je pa to zunanjo politiko nova oblast prodala Izraelu, ki je pač financiral volilno kampanjo. Ampak v tem pogovoru ne bomo šli na raven dnevne politike. Ta knjiga prinaša bistveno več in sicer naj jo bojo zanimale globlje analitične plasti, se pravi tvoje historično-materialistične analize tega, kar se je v realnih ekonomskih in socialnih procesih dogajalo v zadnjih 35 letih. Moje prvo vprašanje bi bilo tole. Že v samem naslovu knjige in tudi v kazalu, v naslovih vseh glavnih delov in tako naprej, uporabljaš kot osrednji koncept politično-ekonomskih projektov. In te projekte raziskuješ pač v tem obdobju od obnove kapitalizma in osamosvojitve Slovenije naprej. Zanima me, kaj pravzaprav sploh so politično-ekonomski projekti. Kaj to je za en koncept? Najprej hvala, da ste prišli v tako velikem številu. Glede same knjige in osrednjega koncepta politično-ekonomskega projekta, tukaj izhajam iz recimo temu neogramscijanske teorije države, kot jo je razvijal Bob Jessop, predvsem on in mogoče še kakšni drugi avtorji. In izhaja seveda predvsem iz politične teorije Antonija Gramscija in Jessopove nadgradnje, recimo temu, te politične teorije. Če gremo mogoče korak nazaj na Gramscija, pa ne bom predolgo, ker ni to zdaj mišljeno kot enourno teoretsko razglabljanje, ampak je pa pomembno mogoče za razumeti, kaj sem želel s tem konceptom povedati. Torej,
Gramsci v središče svoje politične teorije postavlja koncept hegemonije, ne? Ampak ta hegemonija za Gramscija seveda ne pomeni dominacijo, ampak predvsem soglasje in pa vodenje zavezniških skupin strani vladajoče družbene skupine oziroma razreda. Jessop je vzel in seveda ta hegemonija se dopolnjuje potem tudi z vladanjem oziroma z dominacijo, ampak nekako ni dobro, če se ta dva pojma nekako zamešata. Jessop je vzel ta koncept hegemonije in seveda v neki širši teoriji države in Jessop je seveda predvsem znan kot eden ključnih marksističnih teoretikov države, recimo poznega 20. in zdaj zgodnega 21. stoletja in nadgradil v luči razlage, kako se torej raznoliki interesi, ki obstajajo v družbi, predvsem materialni, torej ekonomski, gospodarski interesi, povezujejo z nekimi skupinami, recimo temu v politiki, na politični ravni in kako se oblikuje bolj ali manj koherentna strategija vladanja in vodenja. Ne? In zdaj spet uporabljam ta dualizem gramscijanski. Gre v bistvu za to, kako se del gospodarsko vladajočih razredov uspe povezati z recimo temu političnimi predstavniki, enim delom političnih predstavnikov in pa oblikovati neko koherentno politično strategijo, ki bo utrjevala seveda to razredno strukturo in pa uresničevala razredne interese teh gospodarskih skupin. Zato ti politično-ekonomski projekti so vedno hegemonski, ker neko soglasje mora obstajati. Ne? Lahko pa vključujejo večje oziroma manjše število družbenih in gospodarskih ter političnih akterjev in v tej luči so torej lahko širši ali ožji politično-ekonomski projekti. Tisti ožji so vedno zaznamovani z večjo stopnjo nasilja strani politične oblasti, zaradi tega, ker vključujejo manjše število raznoterih interesov in prihaja torej do večjih konfliktov znotraj družbe in v odnosu med recimo temu politično oblastjo in družbo, ki zagovarja te neke in uresničuje interese vladajočih skupin. Torej to nekako bi bil nek osrednji ta koncept politično-ekonomskega projekta v torej neki razredni družbi. Obstajajo seveda tudi obdobja, ko ne obstajajo koherentni, bolj ali manj vključujoči politično-ekonomski projekti oziroma ko ni jasno, katera gospodarska skupina je tista, čigar interesi se potem predvsem uresničujejo seveda na politični ravni oziroma, če želite, na ravni dnevnega vladanja in javnih politik. In to seveda, to obdobje, izhajajoč iz Gramscija, lahko poimenujemo potem tudi medvladje, kriza hegemonije ali s kakšnim drugim konceptom. In torej ti neki koncepti so bili neko osrednje vodilo, kako sem potem poskušal razložiti to, kar se je nekako dogajalo v Sloveniji od leta 1991 do 2018. Ja, kateri so bili dosedanji politično-ekonomski projekti v času samostojne Slovenije? Kaj so bili njihovi cilji, kdo so bili nosilci, katere interese so podpirali, kako so preoblikovali razredna razmerja in nenazadnje, kako so oblikovali razmerje do tujega kapitala in pa tudi, kako so reševali izziv doseganja legitimnosti. Ja, druga dva pomembna koncepta sta seveda koncepta nacionalne in kompradorske buržoazije. Tukaj gre spet za neko marksistični konceptualni dvojec. To bom zgolj omenil zato, da je potem lažje razumljivo, kako sem potem poskušal nekako schematsko
razdeliti različna obdobja v Sloveniji od leta 1991 do 2018. Nacionalna buržoazija je torej neka frakcija domačega vladajočega razreda, kapitalističnega razreda, ki poskuša predvsem z navezavo na ključne politične akterje zasledovati lastne interese in zagotoviti neko domačo akumulacijo kapitala, torej neko lastništvo nad, če želite, produkcijskimi sredstvi, tovarnami in tako naprej. Kompradorska buržoazija pa predstavlja tiste dele buržoazije, jaz potem v knjigi pokažem tudi katere inštitucije države, kot recimo jaz to opredelim kompradorski državni aparati, so bili tisti ključni, ki so v navezavi, torej gremo še korak nazaj, kompradorska buržoazija v navezavi potem z določenimi zopet deli državnega aparata, pa deluje na način, da ne zagotavlja akumulacije znotraj recimo neke države, politične skupnosti, ampak predvsem deluje kot posrednik v zagotavljanju akumulacije, torej izven države za interese transnacionalnih frakcij kapitala. In zdaj, ko sem to približno skiciral, v moji analizi poskušam pokazati, da smo v Sloveniji imeli 3 hegemonske politično-ekonomske projekte, ki so vključevali večjo ali manjšo stopnjo soglasja in pa eno obdobje medvladja. Nekako pokažem, da je od leta 1992, predvsem pa od leta 1994 do 2003-2004 obstajal nekaj, jaz to poimenujem socialno-partnerski projekt nacionalnega kapitalizma. Zakaj je šlo? Šlo je za to, da je v navezavi in v povezavi med ključno politično stranko tega obdobja, torej liberalno demokracijo Slovenije, in pa gospodarsko birokracijo, ki je bila neposredno vezana na torej, povezave in interese tudi političnih akterjev, ni bila torej samostojni akter, to ni bil še razred, jaz to poskušam relativno paziti, pa upam, da sem bil dosleden v knjigi. In torej v tej navezavi med stranko in pa gospodarsko birokracijo, ki se je rekrutirala predvsem iz nekdanjih, recimo temu, različnih frakcij politične in gospodarske birokracije v času socializma, torej je obstajal jasen interes, da se poskuša zagotoviti v Sloveniji, da ne pride do tistega, do česar je prišlo marsikje v vzhodni in jugovzhodni postsocialistični Evropi, torej do kapitalizma brez kapitalistov. Oziroma, kako zagotoviti, da ne najprej smo imeli družbeno lastnino, potem je bila ta nacionalizirana, in da potem v fazi privatizacije ne bi prišlo do tega, da to pokupi predvsem tuji kapital. Zaradi tega je v navezavi z delavstvom, predstavniki delavstva, prišlo do oblikovanja nekega bolj ali manj koherentnega sodelovanja. Seveda je bilo tukaj predvsem in precej tudi konfliktov. Vemo, ta celoten projekt se začne kot posledica enega velikega konflikta 1992, torej velike in množične stavke. In v tem obdobju recimo 10-12 let se pokaže, da je osnovna ideja bila zagotoviti domačo akumulacijo kapitala. To ne pomeni, da v tem obdobju ni prihajalo do privatizacij tujemu kapitalu, daleč od tega, ampak večina sredstev je ostala še vedno po tej po razdelitvi certifikatov, seveda v rokah, torej bodisi zaposlenih, bodisi države, bodisi so določene dele že začeli odkupovati predvsem menedžerji. Ta projekt se nekako začne transformirati, ker v začetku 90-ih in v sredini 90-ih let je temeljil predvsem na zelo aktivnem angažmanu delavskega razreda, in seveda to je bila posledica izjemne moči, mobilizacijske sposobnosti sindikatov. To najbolj jasno kažeta 2 dogodka, 94-95, oblikovanje ekonomsko-socialnega sveta in potem tudi uzakonitev minimalne plače leta 1995.
Bliže, ko je bil vstop v Evropsko unijo in bliže, ko je bil prelom tisočletja, se je ta relativno koherenten projekt začel nekako, ne bom rekel krhati, ampak je začelo prihajati do čedalje večjih protislovij. Zakaj? Zato, ker je Evropska unija z ene strani začela pritiskati, da država predvsem začne vpeljevati neoliberalne strukturne reforme na področju socialnih in gospodarskih politik, in pa seveda zato, ker je tudi obstaja nek problem, da niso vedeli še točno, kako bi ta povezava med politično birokracijo in gospodarsko birokracijo dejansko izpeljala to prvotno akumulacijo kapitala, da bi se dejansko iz te gospodarske birokracije oblikoval tudi dejansko domač kapitalistični razred oziroma nacionalna buržoazija. Potem pride nekako to obdobje 2002-2003, ko postane jasno, da Slovenija bo vstopila v Evropsko unijo in tudi, da bo prevzela evro. In se začne nekaj, čemu se reče financializacija oziroma dotok recimo relativno poceni denarja v državo, kajti seveda Slovenija nima več in slovenske banke nima več problema z zadolževanjem na evropskih trgih. Slovenija uspe doseči tudi to ciljano stopnjo inflacije, kar je bil razlog za številne konflikte v 90-ih letih zaradi zadrževanja seveda rasti plač v primerjavi s produktivnostjo. In v obdobju vstopa v Evropsko unijo in pozneje tudi prevzema evra pride do političnega preloma. Politični prelom seveda pomeni, da LDS gubi te volitve 2004, ampak in SDS, tudi danes vladajoča stranka, zmaga. Ampak to ne pomeni konca te ideje, da se še vedno omogoči ta notranja in domača akumulacija kapitala. Gre zgolj za še en dodaten konflikt recimo med politično in gospodarsko birokracijo oziroma znotraj le-te, kdo bo pripuščen k privatizaciji oziroma k odkupu podjetja. In tukaj se pokaže zanimiva kontinuiteta in diskontinuiteta seveda v luči Bavčarja in Šrota, ki iz tega nekega miljeja politične in gospodarske kontinuitete brez težav preideta pod okrilje recimo SDS-a zaradi zagotovitve seveda dokončanja prevzema teh njihovih Istrabenza in pivovarne Laško in vseh pripadajočih podjetij. Denar za to pa seveda pride, kot rečeno, iz relativno zopet poceni kreditov. Oni v tistem času povsem lagano lahko zastavijo delnice podjetij, ki jih odkupujejo, zato, da dobijo kredite. Na drugi strani pa se ustvari konflikt, kajti en delež te gospodarske birokracije ni zaželjen ali ne želi preiti pod okrilje SDS-a in potem deluje v okviru Foruma 21 kot nekega političnega pokritja in pa nadaljujejo tudi z temi prevzemi podjetij, Bine Kordež, Merkur in še marsikdo drug. Tisto, kar je ključno, je, da je to drugo obdobje, ki ga je spomenul neoliberalni projekt nacionalnega, recimo temu kapitalizma, bil precej bolj konflikten s sindikati, kajti že 2004-2005 vemo ta poskus vpeljave enotne davčne stopnje in še celega kupa nekih drugih politik, pripelje do močnega konflikta, tudi do suspenza delovanja ekonomsko-socialnega sveta, 2005 tudi postane neobvezujoče članstvo za gospodarsko zbornico, kar še dodatno nekako radikalizira stališča kapitala. Ključno pa je, da ta vlada vseeno, čeprav je prišla na oblast z napovedjo, da bo pripustila tuji kapital v Slovenijo, to v bistvu ne stori. Gre za ključna značilnost je na eni strani poskus teh neoliberalnih reform, davčnih reform, davčni odpustki za podjetja, odprava določenih davkov, zdaj da ne grem v detajle, potem tudi neoliberalna reforma socialnih pravic in tako naprej, in pa ta premestitev teže pod okrilje neke druge politične in gospodarske skupine, pri čemer zopet poudarjam, obstajale so tudi precej stičnih točk oziroma akterjev.
Leta 2008-2009 nekako pride do velikih sprememb v Sloveniji, pa tudi svetovno gledano seveda. SDS ne samo, da izgubi volitve, končno zmaga SD, ampak ta SD je v situaciji, ko mora vpeljevati neoliberalne reforme, varčevanje. Oni imajo to sicer v načrtu že precej odprej, sicer ne na gospodarskem področju, koliko bolj na področju socialnih politik in politik trga dela. Če v tujini za neoliberalizacijo socialne demokracije so bili zaslužni predvsem neoliberalni ekonomisti, pri nas so mogoče neke druge akademske skupine upeljale neoliberalno. V sosedih vse dobro. V sosedih vse dobro, ja. Neke druge skupine, torej to neoliberalne ideje na področju različnih politik. Ključno pa je, torej imamo najprej to obdobje medvladja, v moji razlagi traja nekako 4-5 let, od 2008 do 2012-2013, ko ni jasnega koncepta znotraj države, niti znotraj gospodarsko, zdaj že tudi vladajočega razreda in še ostankov gospodarske birokracije, kaj storiti, kako nadaljevati in zagotoviti, da bo ta recimo v začetku akumuliran kapital dejansko tudi ostal v teh rokah. Zakaj? Zato, ker imajo vsi probleme z odplačevanjem dolgov, ker na ta način so v bistvu lahko le prišli do lastništva nad podjetji. V tej luči torej je izjemnega pomena tudi prepoved reprogramiranja v bistvu posojil, ki ga uvede vlada Boruta Pahorja, in to nekako pomeni tudi začetek konca tega projekta nacionalne akumulacije oziroma oblikovanja nacionalne buržoazije. Kaj sledi? V bistvu sledi obdobje številnih konfliktov, verjetno se številni še spomnite, od najprej referendumskih pobud, ki na koncu tudi vržejo oziroma pripeljejo do konca vlade Boruta Pahorja, do gibanja 15, ki sicer zraste znotraj nekih širših mednarodnih tokov, in na koncu tudi do vstaj, ki pripeljejo do padca druge Janševe vlade. Ampak ta druga Janševa vlada je bila izjemno pomembna, ne zato, ker bi zagotovila nek koherenten koncept, kaj ne bi bili interesi in jih potem tudi projecirala na politični ravni znotraj države, ampak zato, ker ustanovi dve inštituciji, ki ju jaz poimenujem kompradorska aparata države, in to sta SDH in DUTB, ker predtem sta prek KAD-a, SODA in potem imamo še kratko obdobje AUKN, Agencije za upravljanje kapitalskih naložb države, v bistvu bolj ali manj v teh inštitucijah je bil zasidran, če želite materialno, ta interes in ideja, kako zagotoviti nacionalno akumulacijo oziroma kako ne razprodati vsega tujemu kapitalu. Z ustanovitvijo novih dveh inštitucij se to nekako pride do nekega res reza, in te dve inštituciji, ki nastaneta sicer še v času Janševe vlade, postaneta dve ključni inštituciji v prihodnem obdobju najožjega politično-ekonomskega projekta, ki recimo traja 2013 do 2018, ko liberalne vlade prevzamejo to idejo, če je prej bila značilnost tudi liberalnih vlad, seveda pod okriljem LDS-a, neka ideja oblikovanja domačega kapitalističnega razreda, zdaj pride v ospredje torej razprodaja tujemu kapitalu, in tukaj se potem izrišejo različne gospodarske in politične skupine, ki začnejo delovati torej kot frakcije kompradorske buržoazije z namenom torej posredovanja in zagotavljanja prodaje tistega, kar je bilo včasih družbena lastnina, potem državna lastnina, privatizirana prek certifikatov, potem akumulirana v rokah različnih posameznic oziroma skupin gospodarskih v kontekstu oblikovanja nacionalne buržoazije, sedaj torej gre ta lastnina pa v tuje roke. In tukaj seveda to je obdobje, kjer ne obstaja precej ozko soglasje predvsem tistih skupin, ki imajo tudi politično moč odločanja. Sindikati enostavno nekako izgubijo svojo moč, čeprav se
še v letih 2011-2012 kaže kot izjemno močna sila, ampak zaradi številnih razlogov seveda ne morejo več delovati ali pa tudi v tistem trenutku ne želijo več delovati na način, da bi blokirali te privatizacije. Ne? In tukaj torej gre v kontekstu seveda sanacije bank in nečesa, s čimer se tudi danes soočamo, ne, omejevanja referendumov, zakaj se lahko izvede referendum, za katera vprašanja ne. Torej se skrči polje neko kakorkoli možnosti demokratičnega političnega odločanja v ključnih zadevah, torej o financah in proračunu, in pa seveda zagotovi neke institucionalne in pravne temelje za to, da se zadeva razprodaje tujemu kapitalu izpelje do konca. Potem pa recimo, da se nisem več ukvarjal oziroma nisem želel iti v podrobnosti, kaj se je dogajalo od 2018 naprej, zato ker je tudi knjiga začela nastajati recimo tam 2019-2020 in je bilo še vse precej negotovo, sveže, zaznamovano številnimi problemi. Torej, to je nek zelo tak telegrafski ekskurs, kaj sem želel pokazati v knjigi. Ja, hvala, Marko. Lep pozdrav še v mojem imenu. Jaz bom začela s hvalo, ki si jo ta knjiga in Marko zagotovo zaslužita. Gre namreč, Marko je omenil svoj teoretičen aparat. Jaz mislim, kar je meni znano, da gre za prvo sistematično aplikacijo kritične teorije države na primeru Slovenije. Se pravi, Marko nam ponudi izjemno analizo političnih strank in strankarskega sistema v Sloveniji. Izjemna zato, med drugim tudi, ker temelji na relacijski perspektivi, se pravi, da delovanje strank, njihove programe analizira v luči njihovega delovanja med seboj, in tudi v luči odnosov med strankami in ostalimi družbenimi skupinami, hkrati pa upne to delovanje strank v širše procese akumulacije kapitala in protislovi razvoja perifernega kapitalizma v Sloveniji. Se pravi, pred očmi nam Marko in njegova knjiga skneta celo konkretno mrežo povezav med političnimi in ekonomskimi akterji in kako so se te povezave spreminjale. In tukaj sem kot raziskovalka še posebej uživala v tem, kako Marko metodološko gledano nekako lepo zgrabi in prenese te neke širše strukture, bolj abstraktne procese in vplete v odnose z posamičnim delovanjem akterjem na ekonomski, političnem in socialnem področju. Markova analiza je namreč polna imen in priimkov in procesi in odločitve ne obstanejo nekje v abstrakciji, veste, ne, izkoriščanje in ne vem kaj pa buržoazija, ampak pridejo, se spustijo vsi ti koncepti, se spustijo na zelo konkretna zgodovinska tla in dobesedno zaidejo med naslove časopisov. Pri tem pa se analiza ne ujame v nikakršno past moraliziranja in normativnega vrednotenja, ne? Ampak s pomočjo kritične historično-materialistične teorije države Marko ponudi bogato in razburljivo politično ekonomijo razvoja kapitalizma v praksi in osebi. In ta analiza se na momente bere kot prava kriminalka in to ne le zaradi izjemno berljivega sloga, ampak tudi zaradi nepredstavljivega raziskovalnega dela na terenu in v knjižnicah. Mislim, da takšnega nabora primarne in sekundarne literature, analize medijskega poročanja, analize dokumentov države, strank in posameznih organizacijah na primeru Slovenije ne boste našli. Skratka, to je knjiga, ki smo si jo lahko le želeli in velika hvala Marku, da je za nas opravil vso to potrebno delo. Ker mi je bilo naročeno, da smo tu zato, da spromoviramo Markovo knjigo, ki ne rabi promocije, verjemite, ne rabi je, vzamite jo sabo, povsod jo boste prebrali, bo moje vprašanje zelo prijateljsko, ampak nekaj, no, si že omenjal Slovenijo, začela bom malce širše, pa bomo še mogoče na kaj ožjega. Mogoče malo s primerjalne perspektive, sem namreč delam vedno v nekih primerjavah, pa mi je tako pomembno, da se malo postavi v širši kontekst, ne? In Marko se je na to že omenjal, da so bile tudi tukaj neki podobni procesi, se dogajali v ostalih državah.
na posocialistični regiji. Ne? In če postavimo Slovenijo oziroma ta razvoj od nacionalnega kapitalizma do kompradorskega kapitalizma v to neko širšo primerjalno perspektivo razvoja perifernega kapitalizma v evropski posocialistični regiji, se pravi na evropski periferiji, ne, vidimo, da je Slovenija dejansko, da je primer Slovenije na nek način banalen in izjemen. Banalen je zaradi tega, ker kot je že Marko omenil, ta proces iz nacionalnega kapitalizma do kompradorskega ni lasten Sloveniji, to je lasten celotni regiji. V veliki večini držav, ki so imeli podedovano industrijsko bazo iz socialističnih časov, so voditelji v začetku 90-ih vstopili oziroma želeli zasledovati nekakšen projekt, kot Marko pravi, ne, nacionalnega kapitalizma. Ampak in iz tega vidika je slovenska zgodba banalna, nič posebnega. Ne. Kaj pa je zanimivo, je časovnica. Ne. V Sloveniji je bil ta projekt relativno dolgoživ, v tej primerjalni zgodovinski perspektivi. V ostalih državah industrializirane periferije, sploh v tej višegrajski regiji, s katero se Slovenijo najbolj primerja, tam je tuj kapital v bistvu nadzoroval domače gospodarske, socialne in politične procese vse od konca 90-ih let dalje. In tukaj je Slovenija neka izjema, zagotovo. In zdaj mene zanima, Marko, od kje? Ja. Kako to, kaj so faktorji, politični, ekonomski, socialni dejavniki te relativne trdoživosti politično-ekonomskega projekta nacionalnega kapitalizma, pa ne vem, mogoče še njegove končne šibkosti. Jaz bi pa še to dodal, kako to, da ga je Evropska unija sploh tolerirala, ta projekt vzpostavljanja nacionalne buržoazije. Ja. Drugod v vzhodni Evropi ga očitno ni. In ko je ta slovenski projekt nacionalnega kapitalizma bankrotiral, je leta 2013 Evropska unija prisilila Slovenijo v hitro razprodajo skoraj vseh podjetij, ki so bila v državni lasti ali pa so bila zasežena sa strani bank, ki so pa spet so prišle v državno last zaradi državne dokapitalizacije. Skratka, ko se je slovenski nacionalni kapitalizem znašel v finančni stiski, je Evropska unija stvari postavila pač na tisto mesto, kamor sodimo, se pravi v vzhodnoevropsko periferijo. Kako to, da je sploh prej tolerirala, ne, to, da smo se šli oblikovanje nacionalne buržoazije v času vstopanja v Evropsko unijo? Bom poskušal nekako povezati oziroma obe vprašanji in odgovoriti, kar se da koherentno. Tisto, kar je zelo pomembno, je, da v primerjavi z ostalimi postsocialističnimi državami, sploh ta višegrajska skupina, recimo, da v Sloveniji je obstajala politična in gospodarska kontinuiteta v 90-ih letih. To je zagotovilo v primerjavi z 80-imi leti. To je izjemno pomemben, če želite, kadrovska podstat, da sploh lahko izraste nekaj, čemu jaz rečem, recimo, socialno-partnerski projekt nacionalnega kapitalizma ali pa pozneje, ko ga prevzame desna politična opcija, neoliberalna. Zakaj? Zato, ker vsa ta poznanstva in pa formalne in neformalne mreže ter institucionalni in zunajinstitucionalni vzvodi moči, ki so obstajali že v 80-ih letih, so se prenesli recimo samo naprej v 90-ta leta. Torej ni prišlo do preloma. Marsikje so se šli preloma, v Sloveniji se to načeloma ni zgodilo in to poslušamo še danes načeloma, da je ena izmed največjih rak ran slovenske države, ampak ne gre za to, torej, da je to omogočilo najprej neko možnost, da se v tej mreži oblikuje bolj ali manj koherentna ideja o domačem lastništvu kot pomembnem segmentu, recimo, slovenske osamosvojitve. Druga izjemno pomembna zadeva je
izjemna moč delavskega razreda v tistem času, kajti tudi delavski razred, sindikati so v tistem obdobju precej odkrito in izrazito nasprotovali razprodaji tujemu kapitalu. Daleč od tega, da bi si to želeli. Prišlo je do neke, recimo temu, zavezništva iz koristi v začetku 90. in sredini 90. let, kajti delavskemu razredu je bila zagotovo bolj pisana na kožo ta certifikatska privatizacija in neko odlašanje dejanske akumulacije lastnine na eni strani, na drugi strani pa seveda tudi tej gospodarski birokraciji, ki je želela postati kapitalistični razred, je takšna privatizacija absolutno ustrezala, kajti kdo je bil izpuščen? Tuji kapital načeloma. Ne? Skratka, vsi so si nekako deloma malo kupovali čas, da vidijo, kam bo lahko prišel ta proces osamosvojitve in restauracije kapitalizma v Sloveniji. Potem so obstajali tudi izjemno pomembni, jaz mislim, da zunanji faktori, zakaj tuji kapital niti ni bil tako izrazito zainteresiran za Slovenijo. Recimo temu iz 3 razlogov. Po eni strani so bili stroški dela v primerjavi z vzhodno postsocialistično periferijo v Evropi precej višji. Delavski razred je bil precej močnejši in bolj organiziran, kar se je pokazalo leta 1992. In na koncu seveda tudi slovenski trg je bil v primerjavi, ne bom rekel, precej manjši, ampak vseeno, torej Slovenija ni stopala recimo kot Poljska, neka država z velikim trgom, kjer ko ti vstopiš, lahko tudi znotraj te države nekako ubiraš profite in ne gre samo za proizvodnjo, za recimo neke druge trge. In to, da je prišlo do neke, to je zdaj recimo neki 3 elementi, in pa seveda tisto, kar je izjemno pomembno, je, da so obstali tudi recimo organski intelektualci, ki so zagovarjali takšen koncept razvoja, torej to, da ne pride do privatizacije tujemu kapitalu. Domača gospodarska birokracija, ki se je organizirala v Gospodarsko zbornico Slovenije, je izjemno močno zagovarjala ravno ta projekt in ta koncept. Vi imate leta, mislim, da 98, 99, samo Hribar Milič, takrat je bil, mislim, podpredsednik GZS-ja, eksplicitno pove, da je ključna naloga, če želite, privatizacije, to, da pride do povečevanja slovenskega premoženja. Ja, torej, organizacija slovenskega, recimo gospodarskega razreda eksplicitno stopi na to polje. In potem imate tudi, če želite, bolj akademski zagovor, seveda od Franja Štiblarja pa do še kakšnih drugih znanih in respektiranih ekonomistov, ki so eksplicitno zagovarjali ta model razvoja v Sloveniji. Materialna osnova ali pa neka zavezništva, kot so se oblikovala, pa sem nekako poskušal prej razložiti, zakaj je to sploh bilo možno. To ne pomeni, kot je tudi Gorazd opozoril oziroma vprašal, kako to, da je Evropska unija to tolerirala. Evropska unija to nikoli ni bilo všeč. Vi imate dostopna tudi danes še vedno v arhivih poročila o približevanju Slovenije, oziroma takrat so izdali za vsako izmed teh postsocialističnih držav članic, mislim, da od leta 97 ali 96 do 2004, torej Evropska komisija, neko oceno stanja, reform, ki jih Evropska unija priporoča državi in ali zdaj to država to izvaja in upošteva ali ne. In seveda jasno je, da od začetka sploh konstanten pritisk glede privatizaciji bank v Sloveniji, potem pa tudi v nekaterih drugih gospodarskih panog, ampak Evropska unija je torej od začetka na tej točki, da to ni v redu. In zato pride v obdobju zaključevanja tega socialno-partnerskega recimo obdobja, torej tam od 2001, 2002 naprej, do izjemnega tudi konflikta znotraj, če želite, te vladajoče politične in gospodarske skupine, glede nečesa, čemu se reklo nacionalni interes. Kajti en del politične, recimo temu birokracije, na čelu z dr. Janezom Drnovškom, je že
po prelomu tisočletja sprejel to, da mi moramo več privatizirati, če ne nas bojo strani Evropske unije gledali, da to ni v redu in nas bojo kritizirali in nam bojo dajali še takšne in drugačne pritiske. To se seveda ta nacionalni interes in ta problem najprej izbruhne zaradi privatizacije NLB-ja, potem imamo to pivovarsko vojno, ni to zdaj ključno, ampak hočem povedati, da se tudi zaradi teh pritiskov strani Evropske unije nekako malenkost destabilizira ta ideja, da zdaj dajmo zagotavljati samo notranjo akumulacijo oziroma akumulacijo znotraj Slovenije. In seveda tisto, kar je izjemno pomembno, to, da podjetja niso bila nujno ali pa da so bila predvsem privatizirana slovenskemu kapitalističnemu razredu, oziroma tisto, kar je s temi privatizacijami nastajalo kot slovenski kapitalistični razred, to ne pomeni seveda, da tuj kapital ni bil pripuščen v Sloveniji. Vi imate različne te valove, o tem je tudi Ana pisala v svoji knjigi, pripuščanja tujega kapitala že v začetku 90-ih let, konec 90-ih let in potem tudi malo pred vstopom v Evropsko unijo, pri čemer največ nekih res tako izjemno pomembnih privatizacij seveda je bilo na področju različnih predelovalnih panog in pa bank. Seveda, ne, od NLB-ja potem imate seveda Banko Koper in še nekatere druge, ki pa se jih seveda privatizira zaradi verjetno tudi takih pritiskov, ki so prihajali torej od odzunaj. Ko ta domača vladajoča in vodilna skupina, ki želi postati vladajoči razred, dobi to možnost prek posojil, da odkupi in prevzame ta podjetja, v tistem trenutku nekako ne pride do nekega, ali pa jaz saj nisem zasledil v arhivu, do nekega močnega konflikta med Evropsko unijo in slovensko državo, niti v času še zaključevanja tega obdobja, ki ga je LDS nekako vodil na politični ravni, niti v času prve Janševe vlade, torej 2004-2008. V tem obdobju nekako to ni bilo v ospredju, se pa seveda potem to vrne v ospredje v času 2009-2013, tisto, čemu jaz rečem medvladje. Torej, upam, da sem zdaj nekako uspel odgovoriti na obe vprašanji relativno zadovoljivo. Okay, super. Hvala. Gremo zdaj še malo bolj v podrobnosti posameznih projektov in mogoče pridemo celo do tiste kriminalke stvari. Kot omenjeno, Markova knjiga ponudi res izjemno podrobno analizo razvoja posameznih strank in lahko bi rekli, da sta v času pridruževanja države Evropski uniji in evroobmočju na strankarskem prizorišču vladali dve stranki, Liberalna demokracija Slovenije pa SDS, poznamo, ne? In obe, kot ti zelo lepo pokaže, sta bili tudi podpornici projekta nacionalnega kapitalizma. In kar se je meni pri tem zdelo zanimivo, kar je dejstvo, je, da je s propadom tega nacionalnega kapitalizma LDS popolnoma izginila z političnega prizorišča, vsaj v strankarski podobi, SDS pa se je ohranila in dejansko celo postala ena vodilnih strank v obdobju po krizi. Spravi, kako lahko razumemo ta protisloven razvoj obeh strank? Razkroj LDS-a se je začel veliko pred krizo, zagotovo že tam v letih 2001-2002, torej ko postane jasno, da bo Drnovšek šel na funkcijo predsednika oziroma kandidiral za funkcijo predsednika države, se znotraj te stranke začnejo dogajati frakcijski boji, če želite. Obstajalo je precejšnje nesoglasje, kam in kako naprej kot stranka. Zaključilo se obdobje, ki je bil postavljen kot politični glavni cilj, torej vstop v Evropsko unijo. Stranka je to nekako pripeljala do konca, ampak ni bilo pa jasno, kaj storiti naprej. Tisto, kar je postal velik problem za LDS, je, da ta gospodarska skupina vladajoča, ki je postajala kapitalistični razred, da se je en del, ki je bil neposredno vezan na, če želite, KAD in SOD, seveda izgubi vzvode moči z nastopom prve Janševe vlade, ker pride seveda do zamenjav na teh ključnih področjih
recimo temu državno nadziranemu gospodarstvu. Hkrati pa ključno gospodarski, kapitalski projekt stranke pač preide pod okrilje SDS-a, Igor Bavčar, konkretno, če želite. In to zagotovo pomeni neko destabilizacijo materialne baze te stranke. Tisti del, ki pa je bil blizu še recimo LDS-u, je pa na nek način tudi zaradi mogoče nekaterih personalnih nesoglasij z tudi predsednikom vlade Ropom, neko politično zavetišče po porazu na volitvah 2004 poiskal v recimo temu forumu 21, niso pa ustanovili neko drugo, bolj LDS-ovsko, če želite, kadrovsko obarvano, formalno, neformalno skupino. In tukaj torej vidimo, da torej že 2004, 2005 nekako se ti ključni vzvodi, ki so ohranjali LDS tako močnega, se začnejo redčiti. In to potem na koncu seveda pripelje najprej do prve frakcijske odcepitve z Resom in potem seveda postopoma do izginotja stranke, čigar kadri pa še do današnjega dne seveda igrajo ključno ali pa izjemno pomembno vlogo v slovenski politiki in tudi gospodarstvu, ker tudi v zadnjem obdobju vlade v času Gibanja Svoboda je ta institucionalna struktura LDS-a nekako prišla zopet v ospredje, bodisi na ravni politike ali pa tokrat v podobi SDH-ja. Ampak stranka kot taka se razblini in temu potem sledi tisto, kar se v medijih pojavlja kot novi obrazi oziroma pred vsakimi volitvami skoraj iskanje nove politične lupine, ki bi prevzela to neko zgodbo LDS-a, ki pa je seveda več ni, ker so tudi strukturni pogoji povsem drugačni. Hkrati pa seveda tudi ta LDS-ovski odcepi prevzamejo tisto, kar Janševa vlada nastavi in to je to razprodajo tujemu kapitalu. SDS-u ne pride nikoli do ključne personalne zamenjave, to je izjemnega pomena, Janez Janša je predsednik te stranke 30 plus let. Pride pa do zanimive transformacije te politične stranke. Ta stranka je bila, ne vem, če veste, v 90 letih opazovalka pri Socialistični internacionali, bila je tik pred tem, da postane tudi članica evropskih socialistov, torej politične skupine, ki deluje potem na ravni Evropske unije in v Evropskem parlamentu. To je bila zgodba še tudi, ko je Janša prevzel to stranko. Potem pa imamo več nekih inkarnacij in zakaj to povem? Zato, ker mislim, da je to ključno, zakaj je stranka ohranila ali pa še okrepila svoj položaj v bistvu v zadnjih 15-20 letih. Zato, ker so v bistvu najprej sprejeli izjemno radikalen neoliberalen program mladoekonomistov, o tem pišem v knjigi precej, torej kdo so bili mladoekonomisti, kaj so bili njihovi ključni predlogi in tako naprej. To je prvi korak, potem pa po porazu 2008 in s krizo eksplicitno, čeprav so že prej, zelo jasno, ampak od 2008-2009 naprej pa začnejo dejansko prevzemati čedalje bolj ekstremno desno retoriko in tudi mednarodni kontekst jim gre čedalje bolj na roke za krepitev tega politično desnega, ekstremnega govora in pa tudi prakse. Kriza seveda razbije idejo nacionalnega kapitalizma, ki ga je tudi SDS zagovarja, ampak nimajo problema, zelo hitro naredijo preskok ideji razprodaji tujemu kapitalu, zelo hitro ujamejo tudi begunski val, na katerem zelo močno prosperirajo, zelo hitro ujamejo ta val negotovosti, prekarnosti, ki je obstaja v tistem obdobju, pa mogoče še danes obstaja, 2009-2013, ko nobena politična stranka, tudi oni ne ponudijo koherentnega programa, kaj zdaj naprej, ampak ponudijo pa zelo jasne krivce in seveda konstantna ta neka figura žrtev, ki jo zna predsednik stranke zelo dobro obnašati in tisto, kar je ključno,
SDS uspe oblikovati svojo civilno družbo, desno civilno družbo. Kako ne in s kakšnimi kapitalskimi povezavami. In tisto, kar imamo danes, je, da civilna družba v Sloveniji načeloma razen tistih fragmentov rimokatoliške cerkve, ki nikakor ni zanemarljiv, daleč od tega, ampak ni bil nikoli tako izrazito politično profiliran. Danes to imamo in to se vse zgodi po krizi. Tako da mogoče... Jaz bi v zvezi s tem še nekaj vprašal. Zdaj, pojem politično-ekonomskih projektov nekako implicira, da nosilni akterji teh projektov premorejo politično ekonomijo. Ja. V smislu teorije in iz nje izpeljanega programa. Ampak če pogledamo SDS kot akterja z najdaljšo kontinuiteto na sceni v zadnjih 35 letih, je treba ugotoviti to, da vsakič, ko je bila na oblasti, imela popolnoma drugačno ekonomsko politiko. Prvič, ko je bila na oblasti, je spodbujala financializacijo in zadolževanje za pač neke lastniške, za neke projekte lastninjenja in je seveda pripravila podlago za krizo. Potem je prišla na oblast in je izvajala politiko razdolževanja in zategovanja pasu. Tretjič, ko je prišla na oblast, je metala helikopterski denar in sprožila inflacijo. Zdaj pa, če lahko kolikor toliko resno vzamemo koalicijsko pogodbo, se obeta vitka država tudi na račun privatizacije nekaterih delov socialne države, zato da bi z davčnim inženiringom pač povečali premoženje in dohodke bogatega razreda. Tako da vsakič popolnoma drugačen pristop pri ekonomski politiki, vedno pa kot stalnica vehemenca v zagovarjanju svojega trenutnega stališča. In to je samo en primer, samo en akter. Tudi če bi vzeli delodajalska združenja, je vprašanje, a tam notri je še kaj politične ekonomije kot vede, kot sistema vednosti, ali je to vse skupaj improvizacija. In zato me zanima, če se vrnem nazaj k tvoji konceptualizaciji, ali so ti politično-ekonomski projekti nastali kot premišljen načrt skupin akterjev, ali so nastali pravzaprav po nekem naključju, se pravi po eni strani kot rezultat stihije uveljavljanja partikularnih interesov, na drugi strani oportunizma in na tretji strani pač odzivanja na razne pritiske iz bodisi domačega okolja, kaj s tem sindikati, recimo bodisi iz tujega okolja, naprimer svetovna finančna kriza ali pa zahteve evropskih institucij. Se pravi, a sploh govorimo o projektu, ki je bil zasnovan kot projekt, ali govorimo pravzaprav o rezultatu nekih improviziranih odločitev, kjer so razne skupine zasledovale svoje interese in sproti spreminjale svoje stališča. Zelo pomembno vprašanje. Tako, podpoglavje nosi tudi naslov med slučajem in namero. Tako da gre za, mislim, da je nekaj takega, eno podpoglavje. Obdobje 92 ali pa 94-24, tukaj je bila zelo jasna namera, koncept, načrt. Ni bilo jasno, kako to doseči še, tam do 2000-2001, torej ni se vedelo, iz česa dejansko prevzeti in odkupiti podjetja, ampak načrt in ideja je bila jasna, kot sem rekel, že konec 90-ih ali pa že prej, če berete dejansko ključna poročila sestankov Gospodarske zbornice Slovenija in nekaterih izjav ključnih akterjev, najpomembnejšega zastopnika kapitala pri nas, da je to bil cilj. Tudi recimo politični dogodki ali pa ključni akterji so bili na politični ravni tudi eksplicitni glede tega, vsaj do konca 90 let, zato je potem tam 2001 do 2002 tudi prišlo do nekega notranjega konflikta, ker se je zdelo, da bo del LDS-a odstopil od tega načrta
ko pa se je ravno kazala priložnost, da se to dejansko zgodi, ne, ko je bilo jasno, da bo mogoče dejansko prišlo do možnosti za prevzeme teh podjetij. Tako da to obdobje absolutno je jasna namera. Od 2004 do 2008 obstaja ogromno protislovij. Program mladoekonomistov, ki ga je SDS prevzel, oziroma predvsem program Mitja Markajića v tistem obdobju, je temeljil na ravno kontra ideji. In tudi Janez Šuštaršič in še marsikdo je pisal, da je nacionalni interes v bistvu zavožen koncept in da je treba vse pustiti trgu, predvsem pa prodati tujemu kapitalu. Imate številne članke, knjige, jaz to analiziram, se ukvarjam tudi s to teoretskimi zagovori različnih usmeritev, ki so obstajali v Sloveniji. Ampak zgodi pa se to, da SDS torej ne prevzame ta del mladoekonomističnega programa, prevzamejo te neoliberalne strukturne reforme, zato trčijo tudi v konflikte s sindikati, ampak nekako zaradi verjetno slučaja, da so oni prišli na oblast ravno v trenutku, ko je postalo možno odkupiti podjetja in ko se je pokazalo tudi še zaradi nekih še starejših personalnih povezav, da lahko pride do sodelovanja tistih, ki so bili v obdobju še LDS-ovega projekta, torej predvideni kot ključni akterji za prevzeme podjetij, govorim konkretno o Bavčarju predvsem, ki ima seveda tudi skupno zgodovino še s politično desnico, preden je postal liberalc, recimo temu. Tukaj se pokaže torej ta neka koincidenca interesov in pa možnosti, da to naredijo, seveda tudi prek nadziranja, kdo bo pripuščen tej privatizaciji. Od 2012-2013 naprej konkretno to ni bil projekt, ki se je rodil znotraj Slovenije. Vi imate ključno GZS do 2012 vztraja pri tem, oziroma ne vztraja pri tem, vprašanje privatizacije sploh ni na dnevnem redu. GZS organizira vsako leto vrh slovenskega gospodarstva, pač neke forume, kjer oni tam povedo, kaj ne bi bila ključno za gospodarski uspeh Slovenije in recepti so bolj ali manj preverjeni. Ampak privatizacija od 2009 do 2012 ne nastopa na teh seznamih. Oni potem tudi včasih 10, včasih 46 predlogov dajo vsaki vladi, kaj naj implementirajo za to, da bo Sloveniji šlo dobro. Privatizacije ni na seznamu. Na seznamu je pripuščanje tujega kapitala, ampak v smislu novih investicij, ne pa odkupov podjetij. Dokler leta 2012, konec 2012, zakaj je to pomembno, pride do ustanovitve SDH in DUTB-ja in tudi, če želite, slovenski kapital spozna, da ne bo mogel nadaljevati te zgodbe domače akumulacije. In imate v enem intervju Samo Hribar Milič zopet, takrat v funkciji predsednika GZS-ja, pove, kaj je nacionalni interes, ni več povečevanje slovenskega premoženja, ampak transparentna privatizacija. Ljudem, ki bodo znali in bodo lahko dokazali, od kod jim denar, kar pomeni, da slovenski del odpade. Po domače povedano, ne? In tukaj, torej, v teh nekaj mesecih, v bistvu se nekako počasi, in seveda imate pritiske strani Evropske unije, da treba najprej izvršiti dokapitalizacijo bank, če govorimo konkretno o bančnem sektorju, in potem zaradi nedovoljene pomoči, državnih pomoči privatizirati le-te. In potem seveda pride ta famozna, včeraj je bilo 13 let, 21. junij 2013, ko v nomenklaturi v državnem zboru potrdijo seznam 15 podjetij za privatizacijo. Kako je zdaj do oblikovanja tega seznama prišlo, različni so indici, jaz nisem spuščal v to v knjigi, ampak jasno je bilo, da je obstajal izjemno močen interes iz tujine, predvsem iz Nemčije in ZDA, da se tak seznam sprejme in da se gre v to razprodajo. In v tistem momentu seveda tudi kot ključna predstavnica transnacionalnega kapitala v Sloveniji, AmCham, neverjetno
intenzivira svoje dejavnosti, mu so imeli vabi politike k njemu na sestanke, kako bo sestavljena nova slovenska vlada. MČM pa eksplicitno zagovarja razprodajo, piše konstantno peticije, predloge, nasvete, javna pisma Alenki Bratušek in seveda nekdanji predsednik MČM-a, Tomaž Lovše je bil tudi ključen, ki je posredoval pri prodaji Mercatorja, ogromno teh podjetij, tujih podjetij in slovenskih podjetij, ki so deli MČM-a, so potem udeleženi v tej zgodbi razprodaje, posredovanja pri prodaji tujemu kapitalu, povsem legalno seveda, ampak logika je pa neka povsem druga. In zato pravim, torej, ta ideja, da je treba prodati in iti v to razprodajo tujemu kapitalu, zagotovo ni zrasla znotraj Slovenije, so se pa določeni politični in gospodarski akterji znali zelo hitro obrniti v trenutku, ko je postalo jasno, da ne bo mogoče nadaljevati s to zgodbo, s to idejo domače akumulacije. Kar se pa tiče ostalih gospodarskih in pa socialnih politik, pri SDS-u je jasno, oni sicer menjajo svojo osrednjo nit, ampak temelj je pa še vedno seveda povečevanje neenakosti in omogočanje čedalje večjega zaslužka najbogatejšim. To je stalnica v vseh teh treh inkarnacijah in seveda zdaj se nakazuje v četrti inkarnaciji. Z davčnimi odpustki v obdobju 2005-2008 omogočijo najprej enormno tudi povečanje prihodkov najbogatejšim, ker spremenijo dohodnino, znižajo davek od dohodka pravnih oseb in tako naprej, potem tudi to storijo 2012-2013 in vse te politike, in to imam tudi v knjigi, v bistvu se vidi, kdaj pride do poskoka teh neenakosti, premoženjske in dohodkovne. To je načeloma nekako sovpada z obdobjem, ko je SDS na oblasti, pa ne samo SDS, ampak so tudi in predvsem politike, ki so jih oni zasnovali, potem pa različne liberalne politične in gospodarske skupine tudi nadaljevale. Super. Ja, mogoče, zdaj, če gremo malo na mednarodne razsežnosti razvoja kapitalizma v Sloveniji, oziroma še ena dragocenost Markove knjige je, da se vpraša ne samo, kako je nacionalni kapitalizem potekal v Sloveniji, ampak tudi kakšne so bile njegove mednarodne razsežnosti, podobno kot to velja za kompradorski kapitalizem. In se pravi, da se vpraša, kako je periferija naredila lastno periferijo in kar je zlasti zanimivo in to me zanima, ker seveda analiza v ospredje postavi vlogo ostalih držav bivše Jugoslavije. In ko beremo Markovo knjigo, imamo občutek, da je Slovenija iz Jugoslavije išla zato, da bi ponovno zadominirala, če tudi le začasno. Ja. Jaz bi pa dodal še to, Marko uporabi eno zabavno sintagmo, da se je ta slovenski nacionalni kapitalizem šel drang nach Osten. Ja, drang nach Balkan. Ja, drang nach Balkan, ampak v resnici je pa Slovenija to počela že v času socialistične Jugoslavije, že od 50-ih let naprej, je razvijala svojo predelovalno industrijo na račun izkoriščanja tega, kar so zagotavljali osrednji in vzhodni deli Jugoslavije, se pravi poceni surovinska baza in pa poceni notranja migrantska proletarska delovna sila. Že takrat se je Slovenija uspela industrializirati in se hitro razvijati in potem tudi vključevati v mednarodne proizvodne verige, pravzaprav na račun izkoriščanja vzhodnejših delov Jugoslavije. In potem v novih razmerah, ko je šlo za vprašanje lastninjenja v kapitalizmu, so s to strategijo samo nadaljevali. Ja, tako je. Torej, ena izmed ključnih tem na tej moji knjigi je tudi, kako se je spreminjal ali pa vzpostavljal in potem spreminjal ta odnos med Slovenijo in ostalimi nekdanjimi bratskimi republikami. To zgodbo o izkoriščanju v času Jugoslavije in kako je to potekalo, to ima Ana, mislim, da zelo dobro v svoji knjigi, torej ta relacijo med Slovenijo in ostalimi republikami. Jaz sem pa
poskušal pokazati, kako je v okviru ideje oblikovanja nacionalne buržoazije kot eden izmed ključnih zunanjo-političnih in ekonomskih vidikov figurirala ideja, da je treba vnovič zaseči trge nekdanje Jugoslavije in v teh republikah torej nekako oblikovati področje, ki ga bo Slovenija kot država in pa slovenska podjetja v tistem obdobju še ne privatna, ampak v naslednji inštanci že kot zasebna podjetja, torej kako nadzorovala zaradi lažjega preživetja v Evropski uniji, torej zaradi blaženja teh konkurenčnih pritiskov. Zakaj je šlo? Šlo je zato, da vi imate, ta ideja se pojavi v Sloveniji tam letih 94-95 prvič, njen ključni, recimo temu, zastopnik na akademski ravni je bil od nekdaj Franjo Štiblar, ki konstantno govori, da je treba iti v Jugoslavijo in tam oblikovati, jaz to pravim, malo periferijo, zato ker če ne bojo šla Slovenija in slovenska podjetja, bo prišla druga, vojna se je približno zaključila, oziroma številne vojne, in zdaj je to priložnost, da Slovenija izkoristi, temu pravijo, primerjalne prednosti, poznavanje jezika, kulture, skupno zgodovino, zato da si zagotovi dostop do vsega tega, kar je Gorazd naštel, poceni surovin, industrijskega delavskega razreda, ki je seveda cenejši kot v Sloveniji, torej za selitev proizvodnje tam, za združevanje in prevzem različnih podjetij, zaradi tega, da bi lažje kot nova in večja podjetja parirali podjetjem iz evropskega in svetovnega centra. In pa seveda v končni inštanci zato, da se ta ideja domače akumulacije v končni fazi lažje realizira. Zato, ker seveda podjetja, če želijo preživeti to konkurenco in če želijo ostati nad vodo, morajo nekje si zagotoviti to cenejše izkoriščanje, po domače povedano. In to najbolj odkrito pove, imam citat v knjigi, ni to pomembno, današnja evropska komisarka iz Slovenije, Marta Kos, ki je bila v tistem času generalna sekretarka GZS-ja, to je mislim, da začetek 2000-ih nekje, kjer pravi, da v bistvu, če ne bo šla Slovenija in slovenska podjetja, bo šli drugi, in da je to vitalnega pomena za Slovenijo, ko vstopa v Evropsko unijo in za neko ohranjanje te specifične poti, torej tega, da ni prišlo do kapitalizma brez kapitalistov, oziroma počasi se je kazalo, da se bo to zgodilo, ampak da bi to dejansko imelo še neko dodatno strukturno podporo, je torej Balkan, nekdanja Jugoslavija, republike, figurirala kot ključno področje. Imate potem tudi cel kup akademskega zagovora tega, GZS je bil navdušen nad tem projektom in je močno pritiskal, prve pisarne odpirajo potem najprej po Balkanu, Beograd, Sarajevo, Priština, tako naprej. In potem se dejansko začne tudi ta proces, torej slovenskih tujih neposrednih investicij na Balkan, od Mercatorja, NLB-ja, Gorenja, cel kup tudi drugih predelovalnih podjetij gre tja, ker je cenejša delovna sila in pa tudi surovine. In to se kaže nekako tam do 2008, 2009, torej do izbruha krize, kot neko relativno koherentna strategija, ki je bila torej hrbtna stran te ideje nacionalnega interesa, ki je pa bila torej domača akumulacija, ki je podpirala ta politično-ekonomski projekt akumulacije znotraj Slovenije. Od 2009, 2010 naprej, in to poskušam pokazati tudi z nekaj grafi in primeri, pa se to razmerje precej obrne v odnosu med Slovenijo in ostalimi nekdanjimi jugoslovanskimi republikami. Investicije iz Slovenijo v te države se povsem ustavijo, seveda kriza je, podjetja propadajo, se nacionalizirajo, ali pa tisto, kar je zdaj že trenutno v tujih rokah, kar je tam ostalo, hkrati pa začne kapital iz teh držav v bistvu igrati čedalje bolj pomembno vlogo v sami
Sloveniji. Vemo, predelovalna, maloprodaja, agroživilska industrija in deloma banke in številna druga področja, kjer v bistvu ta kapital prevzame ne zgolj ta podjetja, ki je slovenski kapital imel v teh državah, ampak dejansko tudi v Sloveniji postane eden izmed izjemno pomembnih akterjev. Hkrati seveda pa to regijo, tisto, kar je regija v navednicah, tisto, kar je konstantno bil strah in slovenske politike, slovenskih združenj gospodarske birokracije, če želite, in akademikov, da bodo drugi odkrili te republike in bodo dejansko lahko tam zagotavljali to cenejše izkoriščanje na račun akumulacije v centru, to se dejansko tudi zgodi. Da, Srbija je dejansko od 2012 podizvajalka za nemški kapital, zdaj imamo konflikt s Kitajsko in tako naprej, ampak to je ena izmed ključnih zadev, najbolj konkretno povedano. Torej, to nekako je treba brati, to dvoje treba brati skupaj. V trenutku seveda, ko slovenska ne država, ne kapitalistični razred, ne gospodarska birokracija znotraj recimo državnih inštitucij nimajo več vzvodov, s katerimi bi zagotavljali nadaljevanje tega projekta notranje akumulacije, v tistem momentu tudi ta ideja, torej, da bo Slovenija izoblikovala lastno malo periferijo na Balkanu, nekako propade. In to se vidi tudi potem iz zagovorov od gospodarskih združenj do akademikov in politike, ker Slovenija še vedno sebe kaže kot nek način gatekeeperja za politični posredovanje, recimo za vstop teh držav v Evropsko unijo, ta obsesija je še vedno not v vseh teh zunanje političnih strategijah Slovenije, ampak gospodarska združenja in akademiki pišejo zdaj o transnacionalizaciji, o kulturnih povezanosti in tako naprej. Torej, ta ideja, zato ker ni več materialne podlage, s katero bi to nadaljevali, enostavno izgine, in se govori o sodelovanju, o povezovanju in tako naprej, ne pa o zasedanju trgov, o čemer se je govorilo še do 2008 recimo. Ja, super. Zdaj vidim, da smo že kar pozni, tako da bom samo predala besedo Gorazdu za zadnje vprašanje. Mogoče eno malo bolj aktualno vprašanje. In sicer, dobro, tvoja knjiga se zaključi z letom 2018, se pravi v času, ko se je zaključila tako imenovana sanacija bank po gospodarski krizi, o obdobjih, ki sledijo, potem napišeš približno eno stran. Zdaj, če vzamemo recimo sedanjo situacijo, tega seveda nisi pisal, ampak recimo, če bi lahko zdaj takole ad hoc proizvedel nek odgovor. Pravzaprav, katere frakcije kapitala so se povezale v koalicijo z novo vlado, kakšni so pravzaprav njihovi interesi, kakšen tip razrednih interesov to je, kaj zastopajo, govorimo o organiziranem kapitalu ali pa o raznih glasnogovornikih, kot je recimo Blaž Brodnjak. In mogoče še to, kar sem že prej omenil, v koalicijski pogodbi je napovedana privatizacija zdravstva, morda tudi delna privatizacija pokojninskega sistema. Ali lahko v tem razumemo osnovo za nek nov politično-ekonomski projekt, ali so to samo neke variacije tega, v čemer smo, in to je dejstvo, da smo pol periferija, kjer je lastništvo kapitala v glavnem drugod, tukajšnji vladajoči razred je pa kompradorska buržoazija. Da, torej, to, da jaz pišem, da je prišlo do propada tega jasnega projekta, da se oblikuje močen nacionalni vladajoči razred, nacionalna buržoazija, to ne pomeni seveda, da v Sloveniji ne obstajajo več kapitalisti ali da so vsi propadli. Oziroma marsikdo je izrasel iz propada nekaterih podjetij, ki so propadla v obdobju te krize 2009, 2013, 2014. Predvsem pa so uspela neka nova in drugačna podjetja prevzeti recimo gradbeni sektor izjemno konkretno, ki v predhodnem obdobju niso bila tako močna ali pa zastopana.
Tisto, kar pa se je zgodilo, in zdaj grem konkretno, in seveda imate še različne slovenske neke finančne sklade, ki se želijo iti nekega resnega, recimo temu lastništva, in pa imate seveda različne potem frakcije še nekih kriptomilijonarjev danes, torej vse to, kar se je zgodilo v zadnjih 10 letih, kar predtem ni obstajalo konkretno povedano. Ampak tisto, kar se je spremenilo in tukaj, da grem konkretno v vprašanju, oziroma v odgovoru Gorazda, je, da enostavno tisto, kar je ostalo v Sloveniji in tisto, kar je izjemno glasno, je torej ta kompradorska frakcija, zato ker ne zastopa lastniške interese, ampak interese tujih lastnikov. In tukaj je treba, in to je nekaj, kar mislim, da je treba razumeti kot izjemno pomembno strukturno spremembo, da je tudi GZS na tej poziciji. Ne? Tudi GZS ni več, ali pa saj najbolj glasni deli GZS-a ne zastopajo. Seveda vsi govorijo o malem slovenskem podjetniku in obrtniku in ne vem kaj, ampak ključni interesi, so, ki jih oni zastopajo in podjetja, iz katerih recimo prihajajo marsikakšne vodilne osebe, tudi v teh različnih združenj kapitala oziroma gospodarskih in delodajalskih organizacij. To so tuja podjetja v tuji lasti eksplicitno. In oni zdaj tisto, kar seveda projecirajo, je tisto, kar je najbolj v interesu njihovim lastnikom. Najbolj propulzivni del kompradorske buržoazije pa zagotovo zastopnik finančnega kapitala. Tukaj sem štejem tudi vse te zavarovalniške in podobne strukture, kjer se je eksplicitno povezal s privatizacijo bank, z odpravo tudi Lahovnikovega zakona in številnimi drugimi spremembami, torej materialni interes na eni strani vodilnega menedžmenta v teh podjetjih, v teh bankah in zavarovalnicah, ker to niso več lastniki, in pa na drugi strani interesov, seveda torej po višjih socialni kapici in podobnih rečeh, in pa na drugi strani interes po nadaljnji privatizaciji, ker bodo pa zopet ti neki finančni skladi lahko v različnih inkarnacijah in v povezavah, ki nam verjetno niso in ne bodo nikoli jasne, torej bo pripuščen k nadaljnji privatizaciji pokojninskega ali pa kakšnega drugega sistema. Obstaja tudi tisto, kar bi poudaril, čedalje bolj jasno, da tudi ta vlada še vedno bo zastopala neke precej parcialne interese in bo omogočila delu recimo slovenskih, kako bi zdaj to rekel, recimo da birokratov, ali pa zaposlenih v različnih družbenih podsistemih, dajmo tako reči, da skozi subvencije države dejansko postanejo tudi oni kapitalisti in da se sredstva preusmerijo iz javnih sistemov v privatne. Govorim konkretno o zdravstvu. Torej to zdaj težko je reči, da so različni lastniki dejansko tudi kapitalisti teh nekih privatnih zdravstvenih podjetij, ampak to je torej tudi še ena jasna namera, kam se katera zavezništvo je postavila. Jasno, ampak to jasno med desno politiko in pa recimo medicinskim ali pa saj zdravniškim enim dobrim delom zdravniške vrhuške je že jasno, Fides, njihov sindikat in tako naprej, kako deluje. Tako, to je zdaj neka malo sicer, kar se da koherentno govoriti, ampak nisem o tem tako natančno razmišljal do sedaj. Zagotovo se bo izkristaliziral problem, komu zdaj iti v privatizacijo, ker ključni element nove vlade ni zgolj ustanovitev demografskega sklada, ampak tudi prenos lastništva na demografski sklad, ker druga Janševa vlada je tudi to storila z SDH-jem. Oni so najprej prenesli vso državno lastništvo na SDH, potem je vlada Alenke Bratušek rekla, ne, lahko razpolaga, lastnica je seveda še vedno formalno država. Zdi se kot malenkost, ampak to je lahko precej oziroma izjemno pomembno, kako se sprejemajo odločitve in ali je potrebna kakršnakoli politična legitimnost
v končni inštanci, da se izpelje kakšna privatizacija ali ne. In, torej napoved demografskega sklada pomeni še dodaten pritisk k privatizaciji, ključno pa vprašanje torej, kam in kdo bo pripuščen k privatizaciji. Velik problem za to vlado je, da, protislovje je nastopilo, da je čez mejo nekdo izgubil volitve, v Sloveniji je pa nekdo drug zmagal na volitvah, ker če bi obstajala ta sinhrona trajektorija, da bi tudi na Madžarskem bila še vedno nekdanja vladajoča skupina, potem je nekako se kazalo, v katero smer bi lahko šla, to bi bila, že 4. val ali 5. val privatizacije v Sloveniji, en dobršen delež. Tisto, kar se ponuja iz ostalih primerov na Balkanu, je zagotovo personalno in kapitalsko omrežje predsednika ZDA, ki bo sigurno zainteresirano za določena področja v Sloveniji in pa zagotovo je za pričakovati vstop tudi različnih skladov iz centra Evrope. Pričemer bo treba tudi gledati izjemno pozorno, kdo bo pripuščen k nadzoru, upravljanju in proizvodnji različnih orožarskih mehanizmov, ki bodo verjetno v času te vlade tudi zaradi krovne strategije Evropske unije in ker nismo dosegli 2%, kako so nas grajali oziroma prejšnjo vlado. Doseči bo treba tudi 5%. Tudi 5%, točno to. In tukaj se odpira torej še eno ključno vprašanje, zdaj govorimo za Slovenijo, ampak to je širše za vse države Evropske unije, kdo, kam in zakaj bo dobil ta denar in seveda kam bo šlo to orožje. Improvizija, ja. Seveda. Zdaj bi bil pa čas za vprašanja in komentarje iz publike.